Predvsem bi želel poudariti, da je ta ranljiva skupina izredno dragocena in osebno občudujem slehern napredek na tem področju in v kolikšni meri bom lahko sam prispeval k še dodatni izboljšavi zakonodaje ali pa normnega sistema na tem področju, bom to z veseljem postoril. V preteklosti sem veliko sodeloval predvsem s paraplegiki, še v moji prejšnji službi na kulturnem področju in res sposobni so marsikdaj večji dosežkov kot pa tisti, ki so popolnoma biološko zdravi in menim, da je na vseh področjih v tem kontekstu podobno in zato se pridružujem vsem tistim, ki želijo veliko osebne sreče, zadovoljstva v naslednjem letu, ker pa smo neposredno pred Božičem, predvsem mirne in pa z veseljem napolnjene božične praznike želim slehernemu, še posebej pa vsem pripadnikom ranljivih skupin v Sloveniji, pa drugje po svetu. Pred nami je novo leto, ki je v bistvu v velikem upanju velikih želja, ki jih imajo vsi, tudi jaz sam. Vedno pa se ozremo v staro leto in delamo neko analizo in to je običajno vedno podlaga za to, da lažje vemo, kaj želimo. Ali bomo res to dočakali ali ne, pa je v resnici vedno odvisno samo od nas. Od nas samih, zato da vemo, kaj pravzaprav bomo delali v naslednjem letu. Da pa se boste lažje odločili, kajti nekaj časa je še, da se bomo odločili in verjamem, da se boste dobro, vam želim vse dobro, predvsem najprej obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in pa tisto, kar je najbolj potrebno, to je mir. Mir in sožitje z svojimi prijatelji in sosedi. Ob iztekajočem se letu in ob prihodu novega vsem poslušalkam in poslušalcem ter gledalcem spletne TV voščim v novem letu vse dobro, veliko sreče, veselja in osebnega zadovoljstva. V tem hitrem tempu, ki ga imamo danes, potrebujemo tudi čas za premislek o stvareh, ki nas tarejo, o priložnostih, ki jih imamo. Zato moramo biti še toliko bolj občutljivi do vprašanj, ki jih imajo in potreb, ki jih imajo ljudje s posebnimi potrebami. Zato se mi na deklarativni in tudi na zakonodajni ravni trudimo, da naredimo vse tisto, kar je potrebno, da bi lahko potem tudi v praksi ljudje, ki imajo posebne potrebe, lažje premagovali svoje težave in se enakopravno vključili v vsakdanje življenje. Spoštovane gledalke in gledalci, glede to, da se specifična skupina ljudi, ki pač potrebujete v tej družbi še posebno pozornost, bi vas želel ob prazniki, ki prihajajo, posebej nagovoriti. Prepričan sem, da ste vi naš potencial, katerega moramo v tej družbi tudi izkoristiti. Še posebej bi rad poudaril, da so med vami tudi starejša populacija in da so to tudi ljudje, za katere se v naši poslanski skupini in v naši stranki, Demokratični stranki upokojencev, še posebej zavzemamo. Želimo si, da bi v prihodnosti imeli vi toliko ali pa še več možnosti in priložnosti, da se v tej družbi dokazujete in dajete smernice nam, ki dejansko vas zastopamo, da bomo lažje sprejemali odločitve, ki so še posebej pomembne za vas. Ob praznikih, ki prihajajo, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, vam želim prijetno praznovanje, ob božiču pa miren božič v toplini svojih najdražjih. O novem letu pa vam želim predvsem sreče, zdravja in polno uspehov. Nova Slovenija, krščanski demokrati, vam želimo blagoslovljen božič, poln miru, ljubezni in topline.
Naj prav vsak doživi božično skrivnost. Prižgimo drug drugemu luč upanja. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti pa naj nas povezuje upanje v pošteno in pravično Slovenijo. Skupaj nam bo zagotovo uspelo. Srečno 2014. Spoštovane in spoštovani, prihod vsakega novega leta pomeni tudi prihod novega upanja, upanja v lepšo ali še lepšo prihodnost. Čeprav se vsi zavedamo, da morda vse želje ne bodo v celoti izpolnjene, pa je ravno neizmerno upanje tisto, ki nam daje voljo za dosego vsega dobrega. V Državljanski listi želimo, da bi bilo leto 2014 polno spoštovanja, kakor tudi sprejemanja in razumevanja drugačnosti in različnosti. Želimo vam mirno leto. Srečno! Leto 2014 je bilo leto, ki je vsem nam dajalo marsikatero preizkušnjo, odpiralo marsikatero vprašanje, na katero se je zdelo, da ni pravih odgovorov. Toda nikakor se ne smemo prepustiti malodušju in slabi volji. V leto 2014 morajo v ospredje stopiti dejanja, ki bodo odražala enakopravnost, razumevanje, solidarnost, odgovornost drug za drugega. Le s temi dejanji, z vero, upanjem in trdim delom nam bo skupaj uspelo uresničiti vsak pozitivni cilj, ki si ga bomo zadali. Vesele božične praznike in srečno 2014. Težki časi so letos za nami, seveda, in jaz mislim, da nam drugo leto ne kaže prav veliko bolje. Ampak, kot vsi pravijo, seveda čas krize je tudi čas novih priložnosti. Jaz upam, da za vse nas, še posebej za tiste, ki v življenju nekako so prikrajšani za to, da so vsem enaki, da imajo enake možnosti, tistim je treba v času, ko gre vsem slabo, nameniti seveda še toliko večjo pozornost. In v tem času ravno je naša socialna in pravna država na preizkušnji. Tako da jaz apeliram na to, mi imamo v Slovenski demokratski stranki v svojem programu in seveda smo tudi že, ko smo imeli priložnost, dokazali, da se da sprejemati zakonodaja, ki gre na roke oziroma v prid tistim, ki imajo kakšne telesne oziroma drugačne pomanjkljivosti. Seveda pa nekaj je tisto, kar je zapisano na papirju, drugo pa je tisto, kar je potem tudi realno življenje. Tudi nekaj zakonodaje bo treba še popraviti, to je priložnost za nas, predvsem pa je treba začeti tisto, kar že velja, uveljavljati na boljši način, seveda vedno je čas za izboljšave, za nove priložnosti. Seveda čas je tak, da si večinoma v teh dnevih zaželimo veliko dobrega v naslednjem letu. Jaz mislim, da najpomembnejše od vsega je seveda naše zdravje, to, da imamo priložnost biti v krogu ljudi, kjer se dobro počutimo, kjer jih imamo radi, da preživimo ta čas v nekem notranjem miru in da se seveda pripravimo z energijo, ki pa jo tudi v teh časih ne sme manjkati nobenemu izmed nas za naslednje leto. Vse to veliko dobrega, predvsem veliko zdravja in prijaznih ljudi okoli sebe želim tudi vam, spoštovani državljani in državljanke Slovenije. Vsi skupaj bomo zmogli tudi v naslednjem letu.